Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As v oddaji Neposredno, kjer za vas gostimo zanimive goste in se pogovarjamo o zanimivih temah. No, v zadnjem času se veliko govori o protikorupcijski komisiji in pa seveda o odnosu komisije do teh politikov, naših politikov. In da bi malo kaj več razjasnili, kaj se dogaja, smo pred našo internetno povezavo povabili bivšega predsednika protikorupcijske komisije, pravnika in pa tudi odvetnika, gospoda Borisa Štefaneca, da nam bo kaj več povedal o teh zadevah. Torej, gospod Štefanec, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in vašim gledalcem. Torej, 25 let je od takrat, ko je Urad Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije začel delovati. 22 let je od ustanovitve komisije KPK in pa 15 let je od sprejetega zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in pa 12 let je od takrat, ko ste vi postali predsednik KPK. Kako vi gledate vseh teh četrt stoletja na delovanje te komisije za preprečevanje korupcije? Torej, začel bi lahko s tem, da je v vsakem primeru Komisija za preprečevanje korupcije v naši državi potrebna. Nastala je zaradi zahteve Evropske unije, ki je kot pogoj za to, da se Slovenija priključi Evropski uniji, postavila ustanovitev neodvisnega nadzornega organa, takšnega kot je sedaj Komisija za preprečevanje korupcije, in seveda ta pogoj je država Slovenija takrat izpolnila. Od takrat naprej pač ta komisija deluje in jasno je, komisija je tista, ki gleda pod prste predvsem, bom rekel, predvsem aktualni oblasti, se pravi vladi na državnem nivoju, na lokalnih nivojih županom in vsem drugim funkcionarjem, seveda tudi na državnem nivoju vsem funkcionarjem, tudi poslancem in od predsednika republike oziroma predsednice republike naprej. In seveda zaradi tega moram reči, da Komisija za preprečevanje korupcije nikoli ni bila in tudi nikoli ne bo popularna. Ker seveda vsak tisti, ki komu po svojih pooblastilih ima možnost stopiti na prste, ni popularen. To je dejstvo. Ampak seveda komisija ne išče popularnosti. Komisija poskuša napraviti vse, da bi bilo v naši državi korupcije čim manj. To ji na nek način uspeva, vedno tudi ne, ampak vendarle, tako pač to je. Torej, zavedati pa se moramo, brez korupcije ne bomo živeli nikoli in seveda takega ideala tudi nikoli ne bomo dosegli. Kaj bi lahko rekli, da je korupcija najstarejša obrt? Torej, o najstarejši obrti govorimo o nekem drugi zadevi, ki jo seveda ljudje zelo dobro poznajo. Morda bi bila korupcija lahko druga najstarejša obrt. In seveda tudi tako je ocenjena v javnosti. Je to delovanje od teh četrt stoletja skoraj, delovanje te komisije za preprečevanje korupcije, je to zgodba o uspehu ali zgodba o neuspehu? Torej, jaz moram reči takole, vsi politiki, predvsem v takšnem času, kot smo tudi sedaj pravzaprav, se pravi nekaj časa pred volitvami, imajo polna usta borbe zoper korupcijo, vsi govorijo o ničelni toleranci do korupcije, vsi govorijo o tem, da je boj zoper korupcijo v njihovi agendi ali volilnem programu nekje zelo, zelo visoko. In vsi obljubljajo, da se bodo zoper korupcijo borili. Ampak moram reči, iz izkušenj, ki jih zdaj že imam, kot bivši predsednik komisije, kot državljan, kot pravnik, kot ste rekli, in seveda sedaj tudi kot upokojenec naše države, se seveda takoj po volitvah dogaja pa čisto nekaj drugega. Vsi na te velike obljube in velike besede pozabijo, obnašajo se pravzaprav povsem drugače. Komisija postane nebodigatreba, vsi govorijo o tem, da je nepotrebna, vsi govorijo o tem, da si jemlje preveč pooblastil,
Spomnimo samo zadnji primer našega predsednika vlade in kako se obnaša. Na začetku svojega mandata je vehementno pred slovensko javnostjo obljubil, ja, če bo komisija ugotovila, da sem ravnal neintegritetno, bom brezpogojno odstopil. Danes, ko je to komisija ugotovila, on brezpogojno ne bo odstopil. In tako pač to je. Zaradi tega je seveda v očeh javnosti komisija relativno neučinkovita, ampak vendarle je tu, vsi se ja, torej vsi tisti, ki se jo morajo, predvsem tisti, ki tako ali drugače neintegritetno, da ne rečem koruptivno ravnajo, se jo na nek način bojijo in to je prav. Ker kljub vsemu na ta način postavlja slovenskim funkcionarjem in javnim uslužbencem ogledalo in opozarja celo slovensko javnost na tiste anomalije, na tiste težave, ki se pravzaprav pri nas pojavljajo. Vi ste leta 2014 prevzeli vodenje Komisije za preprečevanje korupcije, pa morda zakaj ste se odločili, da boste šli za predsednika takšne organizacije, ki je vsekakor v konfliktu interesov z politiki, pa še verjetno s kom drugim tudi? Torej, moj motiv je bil pravzaprav v tem, torej jaz sem bil takrat, leta 2014, na nek način v zadnjem delu svoje kariere. Bilo je še ravno toliko, kot je bilo mandata, 5 ali 6 let, do možnosti upokojitve. In moj razmislek je šel v smeri, da je to na nek način zdaj zadnji trenutek, da se moja kariera diplomiranega pravnika v naši državi zaključi tudi z neko takšno funkcijo, ki bo lahko pripomogla vendarle k temu, da bi bilo v naši državi bolje. Jaz sem bil do takrat 22 let odvetnik, prej sem bil še sodnik in tožilec in sem pravzaprav poskušal vse možne variante delovanja diplomiranega pravnika v tej državi. No in takrat čisto slučajno pravzaprav na nek način je bil ta razpis za funkcijo predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Jaz sem se prijavil in moram odkrito reči, na moje veliko presenečenje, bil tudi s strani predsednika republike takrat izbran. Kaj štejete za vaš največji uspeh v tem vašem 6-letnem obdobju predsedovanja pri tej protikorupcijski komisiji? Torej, težko bi govoril in tehtal o uspehih. Uspeh je pravzaprav to, da se je komisija obdržala, da komisija deluje, da je komisija neodvisen državni organ, da pravzaprav nobeden politik te države, pa tudi javni uslužbenec, ne sme pozabiti, da komisija obstaja in da mora na nek način svoje ravnanje vendarle temu prilagoditi. In to je na nek način že bil uspeh. Seveda so potem tu razni statistični podatki, merjenja indeksa zaznave korupcije, tudi mednarodne organizacije, kot je GRECO in OECD, merijo indekse korupcije. In moram reči, da v mojem mandatu so se pravzaprav ti indeksi vedno izboljševali, nikoli nismo nazadovali. Zdaj, če je to nek, bi rekel, relativno splošen uspeh, je lahko bil to. Konkretni uspehi so pa seveda tisto, da smo več ali manj zadeve, ki smo jih dobili v obravnavo, tudi zaključili. Nekatere so bile odmevne in tudi tiste smo zaključili. Bili so primeri Janković, Janša, gospa Bratušek in še tako naprej. To so bili v tistem trenutku več ali manj izpostavljeni politiki, ki smo jih obravnavali in uspeli zadeve pripeljati do konca. Ampak seveda jaz na splošno ne govorim rad o nekih konkretnih uspehih, ker uspeh bi bil to, če bi korupcije v Sloveniji ne bi bilo. Ampak tega seveda ne bomo doživeli, ker je korupcija, kot sva že na začetku rekla, nek sestavni del delovanja družbe in tako je seveda tudi pri nas. Ampak uspeh je, da borba zoper korupcijo obstaja, da se zadeve vedno bolj javno predstavljajo, da imajo politiki takrat, ko zaidejo v težave,
vedno večje probleme in, če hočete, tudi potno čelo, takrat, ko jih Komisija za preprečevanje korupcije obravnava. Ste se pri svojem delu kdaj soočili s kakimi političnimi pritiski? Torej, to vprašanje ste mi novinarji pravzaprav na nek način velikokrat zastavili. Ampak odločno moram reči, nikoli, nikoli, ker seveda tudi način, nekateri se spomnijo ali se boste spomnili, kako sem prišel na to funkcijo. Nekaterim je bilo žal že tisti trenutek, prvi dan, ko sem jo prevzel, zakaj sem bil ravno jaz. In od takrat so vedeli, da je moja odločnost in trdnost, da svoj 6-letni mandat zaključim, takšna, da se v nobenem primeru ne splača kakorkoli na Štefaneca vplivati. In nihče si ni tega niti drznil. In zato moram odkrito povedati, nihče name nikoli v obdobju 6 let, ko sem opravljal funkcijo predsednika, ni niti želel vplivati, kaj šele, da bi vplival. Torej, ni bilo nobenih klicev z Grosuplja ali pa z Murgel. Ne, nobenih klicev od nikoder. Torej, soočali pa ste se tudi z kadrovskimi težavami, kajti zelo hitro je odstopila Alma Sedlar, takrat leta 2017, pa morda kaj je bil vzrok tem kadrovskim težavam v času vašega predsedovanja? Torej, odkrito moram povedati, o tem ne želim veliko govoriti, ker je to res ena izmed senc mojega delovanja na Komisiji za preprečevanje korupcije. Namestnica, ne vem s kakšno idejo je prihajala, bila je seveda s strani predsednika republike imenovana in jaz sem to dejstvo moral sprejeti. Na nek način moram tudi povedati, da bo javnost to vedela, jaz nikoli nisem bil njen šef, ker predsednik komisije ni šef niti enemu, niti drugemu namestniku senata oziroma namestniku predsednika. Ampak nam vsem trem je bil šef predsednik republike. Zato seveda tudi nisem mogel na kakršen koli način poseči v njeno delovanje, ki je bila v mojih očeh, tudi v očeh večine sodelavcev in upam reči tudi v očeh večine slovenske javnosti negativna. Ona je na vsak način poskušala mene kot predsednika Komisije za preprečevanje korupcije zrušiti, pa ji to ni uspelo. Ko je ugotovila, da jim to ne bo uspelo in da je moja zavzetost za to, da ostanem predsednik, nisem pa imel seveda nobenih težav z svojim ravnanjem v smislu, da bi mi lahko bilo očitano nezakonitost ali še karkoli drugega, je enostavno ugotovila, torej moja naloga ni izvedljiva. Mislim, da je to bila njena naloga, od kogarkoli pač, tisti, ki so ji to nalogo dali, najbrž vedo, in je zaradi neuspeha te naloge raje sama odstopila. Kako vi gledate sedaj, ko imamo vodilna politika pri dveh strankah, ki ima na volitvah kaže najbolje in tudi ki imata v parlamentu trenutno prvo pa drugo mesto, torej največ poslancev, mislim, tako SDS kot Svobodo, imata njuna predsednika bom rekel, dve težave z protikorupcijsko komisijo, ker gre za ugotovitev kršitve integritete. Torej, gospod Golob v aferi z gospod Bobnjarevo in pa gospod Janša še takrat iz vašega časa, ko dejansko ni uspel dokazati tega svojega premoženja. Kako vi gledate, ko se ta dva politika sedaj nekako prikazujete kot najbolj primerna premijeja, po drugi strani pa imata kar precej masla na glavi? Ja, to je težava delovanja naše družbe in sam moram reči, da sem se veliko zavzemal za to, da bi bilo drugače. Pa mi ni uspelo. Veliko sem se zavzemal tudi v tem smislu, da sem bil pobudnik spremembe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki bi napravila določene varovalke, če hočete tudi ovire, da politiki, ki so tako ali drugače obremenjeni
z nekaterimi ravnanji, ki so v nasprotju z zakonodajo, v nasprotju z integriteto in tako naprej. Se pravi, v obeh primerih, ki ste jih omenili, imamo takšna politika, da seveda ne bi smela in mogla nastopati kot politika. Torej, sam sem odločno na stališču, da v primeru, da je nekdo obremenjen s takšnimi zadevami, ne bi smel biti vodilni politik. Ampak, kako deluje naša družba, kako delujejo naši volilci? Naši volilci so seveda zelo, zelo pozabljivi, oziroma so zelo, zelo, zelo prizanesljivi do svojih vodilnih kadrov. Torej, čisto preprosto, v Sloveniji že več ali manj velja zadnjih 30 let. V stranki SDS, ki jo že tudi 30 let vodi gospod Janez Janša, je povsem jasno, da karkoli stori gospod Janez Janša, je v očeh njegovih volilcev pozitivno. Tudi če je to 200 tisoč evrov denarja, katerega izvora ne more dokazati. Nekaj podobnega pravzaprav na nek način seveda velja tudi za gospoda Goloba. Gospod Golob se tudi približuje približno 20% in teh 20% državljanov, volilnih upravičencev, bo seveda volilo verjetno za gospoda Goloba, pa kakršnokoli breme bo nosil. In to seveda za zdravje te družbe ni dobro. Moralo bi biti drugače. Ampak žal midva verjetno tega ne bova doživela. No, ampak vseeno, če gledamo sedaj na odzive obeh teh vodilnih politikov, tako Goloba kot gospoda Janše, na to ugotovitev protikorupcijske komisije, ki je ugotovila pri gospodu Golobu kršitev integritete do gospe Bobnarove, pa potem gledamo odziv Goloba, ki je pač prepričan, da to ni res, ne? Janša je pa dejal na to ugotovitev protikorupcijske komisije, da gre za kozlovsko sodbo. Kako komentirate to vrstne odzive teh vodilnih slovenskih politikov? To je vsekakor s strani enega in drugega vodilnega politika v naši državi pravzaprav nedvomno izkazovanje omalovaževanja Komisije za preprečevanje korupcije kot neodvisnega državnega organa. Nekdo, ki hoče biti, oziroma nekdo, ki je predsednik vlade v Republiki Sloveniji, se seveda do neodvisnih državnih organov nikakor ne bi smel tako obnašati. Torej, po moje je seveda misel gospoda Janše v tem primeru, ko je govoril o kozlovskih sodbah, seveda se spomnimo pri tem na avtorja Milčinskega, ki je o tem govoril, in o Butalah, ki bi v tem primeru naj predstavljale Slovenijo. Seveda tudi zaradi tega, ker se najbrž zaveda, da bo v času predvolilne kampanje veliko tistih, ki ga bodo spomnili: gospod Janša, odkot vam 200 tisoč evrov? A ste vi že to potrdili tej Sloveniji? Veste kaj, 200 tisoč evrov je toliko, kot recimo povprečen Slovenec skoraj v življenju nikoli ne zasluži. Kje ste jih pa vi zaslužili? In zaradi tega je pod to pretvezo opravičevanja svojih postopkov seveda tudi tako zelo kritičen do ugotovitev komisije vis-a-vis sedanjega predsednika vlade, in seveda gospod Janša vehementno pravi, saj ta odločba bo itak razveljavljena. Ampak dejstvo je, torej profesor Pirnat je prvi in edini do zdaj javno povsem jasno povedal: v zvezi z integriteto gospoda Goloba je Komisija za preprečevanje korupcije sprejela odločbo. Torej, to je končni akt Komisije za preprečevanje korupcije. In ta akt velja, dokler ni razveljavljen. Vsi se zdaj skrijejo, vsi politiki, ki ste jih novinarji spraševali, kaj o tem mislijo, vsi se bojijo odgovoriti in vsi govorijo o tem: ja, dokler ne bo o tem odločilo sodišče, ne bomo rekli nič. Ja, kaj pa, če sodišče sploh ne bo odločilo? Torej, možno je, da se gospod Golob ne bo pritožil. Seveda, zelo verjetno je, da se bo pritožil in bo vložil tožbo na upravno sodišče. Ampak upravno sodišče bo odločilo za 2 leti. Takrat je povsem jasno, da bodo ljudje pozabili na zadevo oziroma jo bodo zelo minimizirali,
Čisto možno je, da gospod Golob takrat ne bo predsednik vlade, oziroma tudi, če bo predsednik vlade in bo ponovno izvoljen, bo rekel, sej ta zadeva je pa itak nepomembna in je že pasi. In to je seveda v naši državi narobe. Da dva politika, pravzaprav najbolj izpostavljena na eni in drugi strani te naše palete politikov, o ravnanju komisije mislita na ta način. No, vi ste dejansko gospodu Janši takrat izdali tudi odločbo, ki je bila, mislim, da pravnomočna, ne? Točno tako. Torej, mi smo izdali v mojem času, torej, ko sem bil jaz predsednik, ker je bila predhodna odločba strani upravnega sodišča razveljavljena, mi smo ponovili postopek, sprejeli odločbo in zoper našo odločbo se gospod Janša ni pritožil in ni vložil sodnega varstva na upravno sodišče. Torej, Zakaj ne? odločba Zakaj ne? Komisije za preprečevanje korupcije je pravnomočna. No, zakaj ni on vložil? Zakaj se ni pritožil? Torej, čisto možno je, jaz sicer seveda tega ne vem in je to lahko moja špekulacija, ampak čisto možno je, da se je seveda prvič zavedal, da je zadeva že toliko oddaljena, ker je seveda od takrat vendarle minilo že nekaj časa, da mu več ne more škoditi. In mislim, da je to najbolj verjetno temu, zakaj je tako ravnal. Drugi razlog, zakaj je tako ravnal, pa je morda ta, da je vendarle s pomočjo svojih sodelavcev, pravnikov, odvetnikov zaključil, da bo eventualno na upravnem sodišču neuspešen in seveda, če bi bila izdana neuspešna sodba, bi se zadeva ponovno aktualizirala in ponovno bi bili mediji pravzaprav polni tega. Janša ne more dokazati, odkot mu 200 tisoč evrov. Ampak a kaže na to, da je protikorupcijska komisija morda brezzobi tiger? Torej, tako se jo je velikokrat v javnosti obravnavalo, tudi sam sem velikokrat doživel ta očitek in prav to, torej nekako ta vtis slovenske javnosti, da je komisija brezzobi tiger, zaradi tega, ker seveda odločbe, ki jih komisija izda, ne nosijo neposrednih sankcij. Torej, nihče ni razrešen funkcije, nihče ne gre za to v zapor, nihče ni kaznovan denarno, razen seveda v primerih prekrškov, ampak tisto so seveda druge stvari. Tisto je druga stvar, takrat se izrečejo globe, sicer pa sankcij zoper, torej v zadevah, ki jih obravnava komisija, ni. In zaradi tega je seveda občutek v javnosti, da je komisija brezzobi tiger. Sam, prej sem že omenjal nekaj sprememb zakonodaje, sem se pravzaprav zavzemal za to, da bi se zgodilo ravno to. Se pravi, v primeru, ko bi bila odločba Komisije za preprečevanje korupcije pravnomočna, bi posledica te pravnomočne odločbe morala biti sankcija, da je nekdo, ki je bil na neki funkciji, razrešen te funkcije in da določeno obdobje ne sme opravljati te funkcije. Če se boste spomnili, so nekateri torej, mislim, da je bila torej, stranka Gibanje Svoboda pred kratkim, mislim, da njihovi mlajši sodelavci so pripravili predlog zakona, ki bi prepovedal pravzaprav sodelovanje na volitvah tistim, ki so obsojeni na 1 leto ali več zapora. Torej, to je korak v tej smeri. Vendar tudi ta korak ni bil uspešen, ker se seveda funkcionarji, se pravi današnji poslanci, nikakor ne upajo, ampak nočejo izpostaviti tej težavi, ki bi jih eventualno lahko doletela, da ne bi smeli kandidirati v primeru, da imajo seveda kakšne črne pike. Ima sploh Komisija za preprečevanje korupcije neko prihodnost, brez da bi se korenito spremenila zakonodaja in da bi potem komisija postala tiger z močnimi zobmi in da bi tisti, ki kršijo to vrsto zakonodajo, potem bili tudi sankcionirani? Torej, z ustrezno spremembo zakonodaje bi seveda ta moč, če hočete, komisije absolutno zrasla. Torej, komisija je, kot smo na začetku rekla, v vsakem primeru potrebna.
Ampak tudi, če se ne bo na področju zakonodaje nič zgodilo, že samo dejstvo, da komisija obstaja, da komisija od časa do časa stopi na prste tudi najvišjim funkcionarjem in se potem te zadeve v javnosti obravnavajo, moram posebej poudariti, novinarji ste tu velik zaveznik komisije lahko. In če se seveda posamezne zadeve zelo aktivno in zadosti dolgo in zadosti efektivno v javnosti obravnavajo, bodo imele nek uspeh. In uspeh komisije bi že bil, da seveda spomnimo tudi politike na njihovo politično odgovornost v primeru, da imajo črno piko tudi pri komisiji, na njihovo etično odgovornost, ker odgovarjajo pred slovenskimi volilci. In to je seveda integriteta. Ni integriteta samo to, kar je gospod Golob rekel, da bo vsake 4 leta šel na volitve in mu bodo volilci povedali, ali je on dober ali ne. Kaj pa potem obdobje 4 let, a obdobje 4 let, ko pa je na oblasti, ko so mu volilci povedali, lahko dela vse vrste neumnosti? Nikakor ne. Torej, to je seveda integriteta. Integriteta je to, da volilci vsak dan vidijo, kakšne stvari delajo naši politiki. Gospod Boris Štefanec, bivši predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimivo debato. Hvala tudi vam za vabilo in lep pozdrav še enkrat vašim gledalcem.